Aplikacija je bila narejena v okviru projekta Zempre, ki ga financira Slovenski ekosklad. Glavno vlogo pri njenem razvoju pa je imel Zavod Sopotniki, ki bo potem tudi v nadaljevanju šel skozi skozi nekaj čist praktično, skozi aplikacijo in predstavil njene dele in kako deluje. Še prej pa bomo za uvod v problematiki predstavili nek uvod na temo energetske revščine in pa potem še nek uvod o prevozni revščini, da imamo neko osnovo, na kateri potem gradimo naprej. Pa bom kar začela s predstavitvijo dela energetske revščine. Na začetku bi samo omenila, da Fokus na energetski revščini dela že od leta 2011 in je v tem času bil vključen v številne projekte, s katerimi smo nekako pomagali oblikovati koncept v Sloveniji, njegovo definicijo. Hkrati smo tudi izvedli prek 500 svetovanj v energetsko revnih gospodinjstvih in pa prispevali tudi k neki sistematski ureditvi področja. Zdaj, kaj so razlogi za energetsko revščino? Ključni dejavniki, ki so pogosto med seboj tesno povezani, so na eni strani seveda nizki prihodki, ki pač vplivajo splošno na revščino in seveda tudi na energetsko revščino, potem visoke cene energije in to ključno z uporabo dragih goriv, recimo, oziroma neprimernih goriv, naprimer ogrevanje z elektriko. Ni nujno, da recimo gospodinjstvo nima visokih prihodkov, ampak da nima nizkih prihodkov, ampak če se recimo neprimerno ogreva, uporablja energente, ki so dragi, lahko tudi to seveda vodi v neko stanje energetske revščine, in pa slaba energetska učinkovitost domov, se pravi neke slabe izolacije, starejše hiše, neučinkoviti ogrevalni sistemi in tako naprej. To so zdaj neki trije glavni vzroki, vendar pa v literaturi zasledimo še številne druge vzroke, od tipov gospodinjstva, se pravi, ne vem, enostarševska gospodinjstva so na primer taka, ki se prej znajdejo v stanju energetske revščine. Potem premajhno število stanovalcev glede na objekt. To je recimo zelo pogosto v Sloveniji, ko recimo starejša samska oseba ostane v eni veliki hiši, pa mogoče niti nima nizkih dohodkov, ampak je enostavno z eno penzijo, ne glede na to, da je mogoče visoka, je zelo težko seveda skrbeti za tako nepremičnino. Je pa seveda to nek strukturni problem, ki zadeva še širša področja, od zaposlitvene, energetske, podnebne, davčne, stanovanjske politike. Tako da gre za zelo kompleksen problem. V Sloveniji smo z uredbo o merilih za opredelitev in ocenjevanje števila energetsko revnih gospodinjstev dobili tudi definicijo, kjer je podobno, kot sem prej rekla, kateri so tisti glavni vzroki, zajema torej nek nizek dohodek, ki je nižji od praga tveganja revščine, neke neustrezne bivanjske razmere in pa neka nezmožnost izpolnjevanja nekih energetskih potreb, bodisi toplote, bodisi primerne toplote ali pa primerne stopnje energentov po nekih dostopnih cenah. In pa seveda nizka energijska učinkovitost bivalnih prostorov, to pa smo tudi že prej omenili. Kar se tiče energetske revščine v Sloveniji, predvsem so bolj ranljiva gospodinjstva brez zaposlenih članov, se pravi upokojenci, brezposelni, tista z vzdrževanimi otroki, potem gospodinjstva z delno zaposlenimi odraslimi ali pa z nekimi prekarnimi oblikami zaposlitev, potem so tu enočlanska gospodinjstva, se pravi neke samske osebe, so bolj podvržene temu, velik del so tudi upokojenke, predvsem pa govorimo tudi o najemnikih, ker hkrati tudi nimajo neke moči, kako spremeniti svojo situacijo. In pa če gledamo izobrazbo, gre predvsem za ljudi, ki imajo končano osnovno šolo ali manj, oziroma so tisti, ki so bolj podvrženi temu stanju. Če gledamo recimo podatke med 2002 in 2015, so nekoliko sicer zastareli, ampak trend se v bistvu obrača v podobno smer. Vidimo, da ta prvi kvintil, se pravi
petina ljudi, ki ima najnižje dohodke v Sloveniji, se v bistvu od leta 2002 do 2015 se je delež družinskega proračuna oziroma proračuna gospodinjstva, ki ga namenjajo za energijo, elektriko, plin in druga goriva, povečuje, medtem ko se pri drugih razredih ostaja isti ali pa se celo situacija nekoliko izboljšuje. Kar pomeni seveda, da je to nekaj, da trenutni trendi govorijo bolj v prid temu, da se pravi tisti z najnižjimi dohodki nekako najbolj, z leti v bistvu se njihova situacija zaostruje. Zdaj po podatkih Statističnega urada v Sloveniji imamo približno, je bilo v letu 2023 62 tisoč gospodinjstev, ki jih pesti energetska revščina, medtem ko se je situacija zdaj malo izboljšala, v letu 2025 jih se je zmanjšala na 59 tisoč gospodinjstev. Zdaj načrti za naprej, nacionalno energetski podnebni načrt načrtuje, da bomo do leta 2030 zmanjšali ta delež na vsaj med 3,8 in 4,6 odstotka. Načrtuje se, da bo najmanj 8 tisoč energetsko revnih gospodinjstvih do leta 2030, da bodo izvedene neke naložbe na področju učinkovite rabe energije ali pa obnovljivih virov energije in da se bo skladno s tem tudi zmanjšali, da bo prišlo do nekega prihranka energije. Zdaj, kaj so posledice energetske revščine? Slabe stanovanjske razmere, potem neka zadolženost, finančne težave, ki se lahko sicer tudi kopičijo in prenašajo tudi iz generacije v generacijo, potem izklopi energije, deložacije, slabo fizično zdravje, slabšanje psihološkega zdravja, vse skupaj torej tudi vodi v neko socialno izključenost, izolacijo. Recimo dva pomembna vpliva, ki sta bila zasledena, je tudi slabši učni uspeh otrok, ki živijo v takih razmerah, brezposelnost in pa neko slabše čustveno počutje. Kako prepoznamo ljudi, ki živijo v razmerah energetske revščine? To je večkrat tudi problem, ker lahko problem ostane zelo skrit, ker ljudje, ki so v takem stanju, recimo enostavno prenehajo vabiti ljudi na svoj dom. In je nekako zelo težko, da se bi to znotraj njihovega okolja, kjer živijo, prepoznalo. Prepoznamo jih tako, da ponovadi so to nizki prihodki, težave s plačevanjem računov, mrzli domovi po zimi, zelo vroči domovi poleti, potem življenje v nekih starih stanovanjih, ki že dlje časa niso obnovljena. To, da se recimo gospodinjstvo zadržuje v enem predelu hiše, kjer recimo ogrevajo pa hladijo, medtem ko ostali in večino časa preživljajo v tem delu hiše, medtem ko ostali predeli hiše jih ne ogrevajo, ne hladijo. Ali pa se recimo več časa zadržujejo v nekih javnih prostorih, kot so neka nakupovalna središča, knjižnice in podobno. Prav tako je pogosta plesen v hiši, kot sem prej rekla, neka nepripravljenost na obiske na domu, potem preveč energetskih naprav ali pa prekomerno ogrevanje kot posledica velike porabe energije. Recimo, če ni nekega učinkovitega ogrevalnega sistema vzpostavljenega, se ponovadi dogrevajo z raznimi temi kaloriferji in pa drugimi grelniki. Potem pa nek obstoj nekih starih in neučinkovitih naprav v gospodinjstvu tudi kaže na to. Zdaj, energetsko revščino lahko gledamo kot na zdravstven problem, kot sem že večkrat tudi med predstavitvijo omenila, gre za neko poslabšanje fizičnega zdravja, več okužb v zimskem času, potem neka povečana bolezni dihal, povečano pojavnost srčno-žilnih bolezni, pa seveda tudi vpliv na duševno in socialno zdravje. Potem energetsko revščino lahko gledamo tudi kot na okoljski problem. Recimo primer, ko gospodinjstvo v neki neučinkoviti napravi kuri neka neučinkovita goriva, nek slab les, moker les. V nekaterih primerih se zgodi, da se kuri praktično vse, tudi recimo smeti, kar seveda povzroča neka izpust onesnaževal v zrak. In to seveda ne vpliva samo na gospodinjstvo, ki to dela, ampak v bistvu na vse, ki živijo v okolici
Kar pomeni, ja, da to ni samo individualni problem, ampak problem cele skupnosti. Hkrati pa seveda ne, emisije toplogrednih plinov. A ne, če more gospodinstvo kuriti več, ker je pač je energetska učinkovitost nepremičnine slaba, potem seveda nepotrebno porablja več energije in posledično tudi izpušča več emisij toplogrednih plinov, kar pa potem ne, spet nekako lahko rečemo, da je nek kolektivni problem, a ne, ker si kot družba prizadevamo zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Zdaj, obrazi energetske revščine v Sloveniji, pri našem delu smo zaznali recimo v Pomurju, pa tudi marsikje drugje, a ne, te velike večdružinske hiše, ki so bile zgrajene v 70-ih z neko mislijo, da bo tam več generacij živelo, pa se zdaj, a ne, zdaj je čas v bistvu, da bi se mogoče energetsko prenovile, pa ni financ za to, pogosto pa recimo tudi v teh hišah živi samo ostarel par, na primer. Potem za Zasavje smo bili priča tem rudarskim kolonijam, ko so te sklopi večstanovanjskih stavb, zgrajenih že tam okrog leta 1900, ki v bistvu za današnje razmere niti niso več primerne za bivanje, za nek pač standard, ki ga imamo zdaj, pa se še vedno v bistvu uporabljajo za bivanje, ampak so dokaj neprimerne za bivanje in tudi nezdrave v resnici. Hkrati pa tudi na obali lahko govorimo, a ne, o energetski revščini, kjer recimo ni nekih robustnih sistemov ogrevanja večkrat, pa vseeno pozimi je hladno. Hkrati so se nekako zanemarile tudi oziroma pozabile neki ti čist naravni oziroma neki ti, ki so se prej prenašali iz roda v rod, neki načini hlajenja stavb, in se pač tega več ne počne. Medtem ko tudi poletna energetska revščina, ko govorimo v bistvu o pretoplih domovih, je seveda tudi velik problem. Zdaj, ko govorimo o ukrepih, kako se boriti proti energetski revščini, mi jih lahko mogoče delimo na to, kaj lahko gospodinjstva storijo sama. Mi smo v enem izmed prejšnjih projektov izdali publikacijo Nasveti za izboljšanje počutja v vašem domu, ki vsebuje razne nasvete, kako si gospodinjstva lahko pomagajo sama. Ti nasveti so tudi vključeni v aplikacijo, ki jo bo kasneje predstavila Janja, bi pa mogoče recimo samo orisala ali pa na hitro predstavila, po kakšni tipi nasvetov so to. Recimo, če govorimo o prezračevanju ali pa recimo o problemu s plesnijo, ki je pogosta v energetsko revnih gospodinjstvih, recimo imamo nasvete, kot je odstranitev vira vlage, kot so mogoče rože, akvariji, da se recimo perilo ne suši znotraj doma, če imamo probleme z vlago in plesnijo, da se po tuširanju odprejo okna kopalnice za nekaj minut in tako naprej, da se pri kuhanju uporablja kuhinjska napa. Ali pa to, da se recimo odmakne pohištvo od zunanjih sten za najmanj 5 centimetrov, ampak da se recimo tudi hkrati tudi dvigne pohištvo, če je možno, za 5 centimetrov, da se v bistvu omogoči neko kroženje zraka in se s tem preprečuje plesen. Pomemben del teh nasvetov, ki so vsebovani v tej publikaciji in tudi v aplikaciji, pa hkrati tudi v naši publikaciji, so te majhne naprave za varčevanje, kot so recimo varčne pipe, varčne za tuširati, pa recimo ta srebrna folija, ki jo lahko damo za radiatorje, če recimo imamo neizolirane stene, pa jo damo za radiator, pa potem se toplota pač bolj odseva v prostor, kot pa da bi se izgubljala po nepotrebnem. Ali pa ti tesnila za okna in vrata, če imamo probleme s prepihom. Se pravi, so neke manjše naprave, tudi do vrednosti tam 30-40 evrov, ki jih lahko v bistvu sami nabavimo, ki jih lahko svetujemo gospodinjstvom, da si jih priskrbijo. Vemo pa, da za neke bolj konkretne rešitve so pač potem tudi potrebne večje intervencije. Potem pa tu govorimo v bistvu že o ukrepih, ki jih imamo v Sloveniji za energetsko revna gospodinjstva. Pri tem govorimo predvsem o ukrepih Ekosklada oziroma izključno o ukrepih Ekosklada, če govorimo o energetski revščini.
Gre za ta javni poziv ZER 2024, in pa javni poziv ZER Vzhodna Slovenija. Namreč javni poziv ZER 2024 se je za vzhodno Slovenijo zaprl in zato so zdaj ponovno odprli še javni poziv ZER Vzhodna Slovenija, kamor se izključno prijavlja, ja, tu je napaka v slajdu, kamor se izključno prijavljajo gospodinjstva iz vzhodne Slovenije. Gre za razne ukrepe, bodisi izolacije streh, izolacije stropa napram neogrevanjem podstrešju, izolacije tal, vgradnja energetsko učinkovitih oken, vgradnja sistema za pripravo tople sanitarne vode in tako naprej. Kar je pomembno je, da pač gre to, da te ukrepi targetirajo res tista najbolj ogrožena gospodinjstva in da res so kriteriji, kako priti do teh sredstev, zelo strogi, se pravi med njimi, da nekdo prejema denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, izredno denarno socialno pomoč, državno štipendijo, se pravi, da gre res za nekoga, ki je dokazano materialno ogrožen, da je seveda vsaj lastnik ali solastnik vsaj polovice stavbe oziroma stanovanja, pač kup nekih kriterijev, ki jih mora doseči in skozi katere vas tudi aplikacija, kot bo kasneje predstavila Janja, vodi, a ne, da če govorimo z nekom, za katerega sumimo, da je energetsko reven, in če nas aplikacija seveda vodi, da ukolikor ne izpolnjuje teh pogojev, mu teh ukrepov niti ne predlagamo, ker ni pravi naslovnik zanje. Je pa še samo to mogoče za omeniti, da Ekosklad zagotavlja podporno mrežo koordinatorjev, ki pomagajo pri izpolnjevanju vlog energetsko revnim gospodinjstvom, ki se prijavljajo na ta razpis. Zato vas tudi v aplikacija napoti do kontaktov teh koordinatorjev. Še samo zadnjo, kar bi omenila, je tudi to, da obstajata tudi še dva javna poziva, 124 SUP in pa 120 SUP, ki pa targetirata lastnike večstanovanjskih stavb oziroma etažne lastnike. V primeru, da se recimo nek blok, neka večstanovanjska stavba odloči za recimo prenovo fasade, da ukolikor je lastnik enega izmed stanovanjskih enot, prejemnik denarne socialne pomoči ali pa varstvenega dodatka, da ukolikor se identificira in to pove upravniku, lahko upravnik tudi uredi, da se dejansko ta njegov del investicije, da se mu povrne 100% del v 100% da se mu povrnejo stroški 100% dela investicije. Potem pa toliko za uvod, ja, zdaj pa bo sodelavka Marjeta nadaljevala s prevozno revščino. Hvala za besedo. Pozdravljeni vsi, z nekaterimi smo se že srečali, z nekaterimi se prvič. Jaz bom predstavila prevozno revščino, s katero se ukvarjam že zadnja 4 leta na Fokusu, in v okviru katere smo izdali že kar nekaj publikacij, ki jih lahko vidite tudi na tem slajdu. Danes vam bom predstavila, kaj je to definicija prevozne revščine in kakšen je njen obseg, kateri so vzroki zanjo, kakšne so posledice. Malo se bomo ustavili pri ranljivih skupinah in pa predstavila bom neke sistemske ukrepe za zmanjševanje prevozne revščine, ki v Sloveniji že obstajajo. Bi pa omenila to, da v bistvu prevozna revščina je nekoliko manj raziskana kot energetska revščina. Z njo smo se začeli ukvarjati šele leta 2022, ko je v bistvu Evropska unija začela sprejemati to uredbo o socialnem skladu za podnebje. To ne pomeni, da ta pojav oziroma ta fenomen ni obstajal že prej, ampak smo ga zdaj začeli bolj aktivno naslavljati. Zdaj, kaj je prevozna revščina? Gre za pojav, ko posameznik oziroma gospodinjstvo nima ustreznega dostopa in prevoza do nekih ključnih storitev in dejavnosti, kot so obisk zdravnika, trgovine in tako dalje, ali pa si ta prevoz težko privošči. Evropska komisija je v bistvu nekako opredelila 3 stebre prevozne revščine. Ena je razpoložljivost, torej imam na razpolago neke prevozne alternative, dostopnost, a lahko dostopam do postajališča javnega prevoza, lahko vstopim v vozilo, v avtobus,
in pa seveda ta cenovna dostopnost, ta finančni vidik, ali si lahko privoščim. Nekako smo v enem raziskovalnem projektu tudi ocenili, koliko je teh prevozno revnih v Sloveniji. Smo pa v bistvu gledali samo dostopnost do postajališč javnega prevoza in pa prag revščine. In smo, torej to so teh 3,5% oziroma 60 tisoč prebivalcev Slovenije je med delovnikom, ko so vožnje javnega prevoza pogostejše, bi lahko rekli, opredelili jih kot prevozno revne. Seveda se pa ti deleži veliko bolj povečajo v času izven delovnikov, v času šolskih počitnic, praznikov in tako dalje. Vzroki za prevozno revščino so različni. Zdaj, če gledamo te na individualni ravni, večkrat seveda omenjamo neke osebe z oviranostmi, invalide, tudi paciente, nekdo zaradi zdravstvenih težav ne more dostopati do nekih storitev. Lahko govorimo tudi o jezikovnih ovirah, o digitalni nepismenosti, predvsem pri starejših, ko si v bistvu ne morejo naročiti neke prevozne storitve, zaradi tega, ker recimo nimajo pametnega telefona. Najbolj pomembno pa bi tule izpostavila seveda ekonomski status posameznika ali pa gospodinjstva, materialni položaj je pač zelo povezan. Torej ta materialna revščina je seveda lahko zelo velik razlog tudi za prevozno revščino. Zdaj, če se malo poglobimo v ta ekonomski del, Slovenija je država v Evropi, ki namenja največji delež izdatkov za prevoze, kar 17,2% je neko povprečje. Kot lahko vidite po razdelitvi teh stroškov, v bistvu gre največ seveda za gorivo, pa vzdrževanje oziroma popravilo osebnih avtomobilov. Mi pa smo za Slovenijo v bistvu še analizirali po dohodkovnih kvintilih. Torej prvi kvintil je 20% najrevnejših tistih prebivalcev, ki imajo najnižje dohodke, peti kvintil je pa 20% tistih, ki imajo najvišje dohodke in vsi vmes. In smo ugotovili, da je pri prvem kvintilu ta gospodinjstva namenjajo skoraj 26% svojih izdatkov samo za prevoze. In kot sem že prej omenila, najvišji delež, to je pa v skoraj vseh kvintilih podobno, namenjajo za gorivo in za vzdrževanje vozil, pa za popravila. Najmanjši delež, to z rdečo gor, kot vidite, pa je recimo za prevozne storitve, kot je recimo nakup vozovnic javnega prevoza. Smo pogledali tudi po kvintilih v Sloveniji, kakšna je situacija glede z dostopnostjo do osebnega avtomobila. Presenetljivo v prvem kvintilu skoraj 40% gospodinjstev nima dostopa do avtomobila. In potem smo v bistvu še primerjali, kakšni so izdatki gospodinjstev, ki imajo dostop do avtomobila, in kakšni so izdatki za prevoz tistih, ki nimajo dostopa, in smo ugotovili zelo veliko razliko. Torej stroški gospodinjstev, predvsem teh najbolj revnih, so zelo visoki, tudi 41% svojih izdatkov namenjajo samo za mobilnost, za prevoze, medtem ko je veliko nižja vrednost tistih, ki nimajo avtomobila. Zdaj si to lahko razlagamo kot to, da je javni prevoz dokaj ugoden in lahko z drugimi alternativami pridejo čez veliko ceneje. Lahko pa je tukaj tudi, gre za skrito prevozno revščino, ko v bistvu ljudje ne opravijo potovanj, tudi če so nujna, zaradi tega, ker pač nimajo nobenih možnosti in zato seveda tudi nič ne zapravijo, in to se ne pozna potem v nobenih statistikah. Ja, in seveda zdaj pridemo do teh družbeno-ekonomskih dejavnikov, kot so recimo visoke cene goriva, ko smo jim priča tudi recimo sedaj, ko se je cena nafte povišala in se je v bistvu tudi gorivo podražilo, v Sloveniji sicer najmanj v primerjavi z drugimi državami. Ja, cene javnega prevoza pa bi mogoče tukaj omenila, da niso tiste, ki so najbolj kritične, ker imamo kar nekaj razredov subvencij ali pa brezplačnega javnega prevoza za različne ranljive skupine. Pomembno je tudi, da se recimo zaradi visokih cen nepremičnin ljudje selijo bolj na obrobja in imajo slabše dostopne lokacije bivanja. Lahko govorimo tukaj na tem področju tudi o družbenih normah, večkrat govorimo o Slovencih kot narodu, ki je zelo navezan na avtomobile in je to pač nek pomemben statusni simbol.
Je pa res, da je odvisnost od avtomobila zelo velika, in to lahko vodi tudi v tako imenovano prisilno lastništvo avtomobila, ko si dejansko prisiljen v ta nakup, in vzdrževanje, čeprav, si mogoče tega ne želiš, in zaradi tega imaš res ogromne stroške. Skrito prevozno revščino sem že omenila. Torej prostorski in infrastrukturni dejavniki so res zelo pomembni. Zelo problematično je, da ker se prostorska in prometna politika še vedno ne povezujeta dovolj in zaradi tega se načrtujejo neki objekti na nekih lokacijah, ki niso dobro povezani z javnim prevozom, kar spet seveda pomeni, da ljudje potrebujejo avtomobile, da so sploh mobilni. Razpršena poselitev je velika težava v Sloveniji. Imamo zelo veliko majhnih naselij, do katerega pač ta konvencionalni javni prevoz, do katerih ni smiselen, in potem se išče neke druge rešitve, če sploh. In pa ja, še vedno imamo to osnovno mrežo javnega prevoza, zelo slabo. Javni prevoz je v bistvu nekonkurenčen in za ljudi, ki jim je recimo sploh čas zelo pomembna komponenta, je nesmiseln in ga ne uporabljajo. Še zelo veliko je slabe infrastrukture za pešce in kolesarje. Recimo, če je v mestih nekako boljše poskrbljeno za to, pa takoj, ko gremo ven iz centralnih naselij, lahko vidimo take situacije, kot vidite na sliki, ko je zadeva zelo nevarna. In če smo že pri varnosti, tudi te okoljski dejavniki, ko povečujemo onesnaženost zraka, in pa tudi povečujemo emisije toplogrednih plinov, zaradi tega, ker smo nekako prisiljeni biti avtomobilska družba. Kolega iz Urbanističnega inštituta je v okviru enega projekta, ki sem ga že prej omenila, tudi izdelal karto dostopnosti postajališč javnega prevoza po občinah in lahko vidite, da v bistvu v mestnih središčih je dostopnost do javnega prevoza veliko večja, pa mogoče v krajih, ki je tudi, ne vem, turistično so razvita. Po drugi strani imamo pa kar nekaj belih lis, kjer recimo Goričko, Bloke, pa večinoma v vzhodni Sloveniji, kjer so te povezave z javnim prevozom, z ustreznim javnim prevozom, zelo slabe. In posledice prevozne revščine so seveda socialna izključenost, ljudje težko dostopajo do nekih storitev, do izobraževanja, do zdravstva, so do kulturnih dejavnosti in so s tem čedalje bolj izključeni iz družbe, izolirani, so nekako v začaranem krogu, iz katerega se zelo težko izvijajo. Finančne posledice smo že veliko govorili o njih, zaradi tega, ker tudi ne morejo dostopati recimo do delovnih mest, mogoče ostajajo nezaposleni. Govorimo pa tudi o tem prisilnem lastništvu avtomobila, ko zaposleni so primorani kupiti avtomobil in jim zaradi tega ostane zelo majhen delež dohodka. Torej, to zelo bremeni naša slovenska gospodinjstva. Potem so seveda lahko tudi zdravstvene posledice, ko pač se mogoče kakšna diagnoza, zaradi tega, ker ni bilo dostopa do zdravstvenih storitev, spregleda, tudi veliko bolj je stresno, duševno zdravje in tako dalje. Okoljske vplive smo že omenjali, torej večja poraba avtomobilov pomeni tudi večje emisije. Tule bi pa mogoče pri posledicah za izobrazbo omenila predvsem mlade, ki imajo v bistvu otežen dostop do šol in obšolskih dejavnosti. Glih danes sem prebrala članek, da so v bistvu v Zasavju identificirali, da v bistvu veliko mladih ne hodi v njihove lokalne srednje šole, ampak grejo rajši živeti v dijaške domove, v neka večja mesta. Tudi če bi si mogoče želeli, ampak ne morejo, zaradi tega, ker nimajo točnega, ustreznega javnega prevoza in pač zjutraj zamujajo in nekako zdaj iščejo rešitve, kako bi to čim bolj uskladili oziroma da bi nekako povečali tudi vpise v njihovih srednjih šolah. In pa seveda vse to vodi do slabše kakovosti življenja, odvisnosti od nekih sorodnikov, prijateljev, njihove dobre volje, in pa tudi, ja, nekega nedostojnega življenja. Omenila bi še ranljive skupine, no, ki smo jih proučevali, glede na starost. Tukaj sem že omenila otroke in mladostnike, starejši so sicer zelo heterogena skupina, predvsem je velika težava pri mobilnosti pri starejših, torej tistih nad 75, nad 80 let.
Ženske so identificirane kot bolj ranljive, predvsem zaradi tega, ker še vedno prevzemajo več skrbstvenih del v gospodinjstvu, tako skrbi za otroke kot za starše in za sorodnike. Potem že omenjene fizične in kognitivne omejitve, govorimo o različnih oblikah invalidnosti, tudi o pacientih, ki so mogoče samo kratkotrajno onemogočeni ali pa imajo kakšno kronično bolezen. Glede na etnično pripadnost smo analizirali romsko skupnost v Sloveniji, predvsem v jugovzhodni Sloveniji, kjer je situacija nekoliko slabša kot v Prekmurju, pa priseljence z različnimi statusi. O materialni prikrajšanosti smo že kar veliko povedali danes, bi pa mogoče res izpostavila še te revne zaposlene, ki v bistvu skoraj polovica ali pa 40% svojih dohodkov namenjajo samo zato, da imajo avto in potem jim res ostane zelo malo. Enostarševska gospodinjstva ali pa vdovska gospodinjstva so tudi pod udarom, ker pač imajo veliko manjše dohodke, in pa seveda prebivalci podeželja, ki imajo zelo malo alternativno voljo. O kumulativni ranljivosti pa govorimo, ko se v bistvu več teh ranljivosti nalaga eno na drugo, in če si, ne vem, upokojena romska ženska, invalidka na podeželju brez dostopa do javnega prevoza, imaš veliko manj možnosti alternativ kot nekdo, ki ima recimo samo eno ranljivost. Kot že rečeno, bi omenila na hitro še te neke sistemske ukrepe, ki obstajajo, ki jih pa verjetno tudi vsi že zelo dobro poznate. Imamo v Sloveniji ta projekt oziroma ta integriran javni potniški promet, kjer smo v bistvu medkrajevne in železniške prevoze nekako poskušali združiti v obliki te kartice. Ta rdeča recimo je za brezplačne prevoze za upokojence, invalide in vojne veterane. Imamo tudi to vozovnico Slovenija, ki v bistvu nudi zelo velike popuste za terminske, za letno, mesečno vozovnico in velja za vse relacije po Sloveniji. Potem za otroke je cenejše, do 6 let je brezplačno, do 15 let je polovična cena javnega prevoza. So tudi subvencije za dijake in študente, ki imajo v bistvu letno vozovnico 200 evrov, pa številne neki popusti med vikendi, družinske vozovnice in tako dalje. Pri spodbujanju aktivne mobilnosti bi mogoče izpostavila kolesarjenje. V Borzenu se lahko pridobi subvencija za e-kolesa do vrednosti, mislim, da 25% oziroma 30% za tovorna kolesa. Imamo pa v večjih mestih zelo dobro izpopolnjene sisteme izposoje koles, ki jih pa tudi verjetno zelo dobro poznate. Za ta odmik od lastništva avtomobila so primerne tudi razne izposoje vozil. Tukaj je recimo shema Want2Go, ki je dostopna v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Kranju, pa mislim, da še letališču in okoliških letališčih. In je v bistvu lahko ena taka priložnost, ko če ne potrebuješ avta ravno vsak dan, si ga lahko nadomestiš na ta način, za krajše razdalje, lahko tudi za celodnevne najeme. In potem že pridemo do prostovoljskih prevozov za starejše, ki jih tudi verjetno že vsi poznate, saj obstajajo že v več kot polovico občin v Sloveniji. Mogoče ste že slišali za Prostoferja, gotovo ste danes že slišali in boste še slišali za Zavod Sopotniki, pa tudi eni drugi ponudniki teh storitev obstajajo, oziroma vsaka občina ima nek svoj model. Pomembno tukaj je, da je povpraševanje veliko večje, kakor je ponudba trenutno. Tega se zavedajo v vseh občinah, zato se tudi omejujejo predvsem na, ne vem, na te zdravstvene storitve, ne pa za druge dejavnosti, kot so recimo družabni dogodki ali pa nakupi. In potem so še prevozi na klic, ki pa naj bi veljali za vse skupine prebivalstva. Nekako imajo različne občine in regije različne načine, kako to uvajajo. So ponavadi plačljivi, velikokrat jih pa uporabljajo tudi recimo starši za prevoz otrok po popoldanskih dejavnostih, da ne rabijo v bistvu sami veliko časa preživeti v avtomobilih in se lahko prepričajo, da so otroci varno dostavljeni na različne lokacije in potem tudi pridejo domov. Družba za upravljanje javnega prevoza v Sloveniji tudi organizira prevoze na klic za ljudi z invalidnostmi v Ljubljani in Mariboru, in pa mislim, da bodo še širili to mrežo.
Bi pa tukaj omenila še že prej omenjen socialni sklad za podnebje oziroma slovenski socialni podnebni načrt, kjer bomo v bistvu od leta 2027 do 2031 uvedli kot podaljšek obstoječega javnega prevoza na podeželju okrog 230 teh območij enot, torej vozilo z dvema šoferjema, kjer bodo v bistvu v občinah prišli nasproti tam, kjer so seveda potrebe visoke s tem ukrepom, torej strani države. Seveda pa obstajajo še druge oblike fleksibilnih prevozov, samoorganiziranih, marsikaj mogoče kar še niti sami ne vemo. Smo pa ugotavljali, no, da je vedno najbolj primerno, mislim, najboljša rešitev je, da je sama lokalna skupnost, kjer ti ljudje živijo, da je dobro povezana in se potem tako zelo hitro najdejo tudi kakšne rešitve. Na hitro bi mogoče omenila še nenujne reševalne prevoze, ki pripadajo res le peščici, tudi zaradi omejitve kapacitet. Torej, tu ne gre za te nujne ali urgentne ali pa sanitetne prevoze, ampak za prevoze za tiste bolnike, ki zaradi poškodb, starosti, ne vem, hudih bolezni se ne morejo pripeljati do zdravstvenih ustanov. Ja, in tukaj bi zaključila, no. Če imate pa še kakšno vprašanje, pa z veseljem odgovorim. Ja, lepo pozdravljeni. Moje ime je Janja Smrkolj, prihajam iz Zavoda Sopotniki in bomo se skupaj sprehodili čez aplikacijo Zempre, ki smo jo razvili v našem zavodu v sodelovanju z okoljsko organizacijo Fokus in pa s Forumom za enakopraven razvoj FAIR. Aplikacija Zempre je namenjena za podporo osebam, ki se srečujejo z energetsko ali prevozno revščino, vendar pa je zasnovana z idejo, da bodo primarni uporabniki aplikacije tisti, ki pri svojem poklicnem ali prostovoljskem delu prihajajo v stik z ranljivimi skupinami. Tako da je aplikacija namenjena za lažje izvajanje informiranja za osebe, ki se srečujejo z energetsko in prevozno revščino. Aplikacija je za uporabo zelo enostavna, ne zahteva veliko digitalnih veščin, narejena je pa na takšen način, da omogoča evidentiranje osebnih okoliščin in nato skladno s tem informiranje, ki odgovarja na konkretno situacijo obravnavane osebe. Vsebina storitve je informativna, ne predstavlja strokovnega znanja, temveč v določenih primerih potem napotuje naprej na strokovnjake. Dosežete jo lahko na spletnem naslovu zenpre.si, kjer v bistvu se srečate s takšnim, bom rekla, s takšno naslovno stranjo in kolikor boste stran obiskali prvič, takole, bo potrebna registracija, se pravi, vsebina aplikacije ni dostopna brez registracije, je pa registracija zelo enostavna. V kolikor bi želeli aplikacijo uporabljati zase, se pravi, da iščete pač ali informacije na področju energije ali mobilnosti za lastne potrebe, se registrirate tukaj kot samostojni uporabnik. Če pa dejansko želite pri svojem delu uporabljati aplikacijo za to, da boste informirali druge, pa se registrirate kot informator. V tem primeru se registrirate kot pravna oseba, se pravi kot organizacija, kjer ste zaposleni, in če ste prvi iz vaše organizacije, ki boste opravili to registracijo,
bo potreben vpis tukaj podatkov, kot so naziv, naslov, poštna številka in odgovorna oseba v organizaciji. Kolikor pa gre za, bom rekla, organizacijo, ki je že vpisana, se pravi, da se je nekdo od vaših sodelavcev ali sodelavk že registriral, pa lahko pišete tukaj samo vašo davčno in preverite in se v bistvu samodejno že izpolnijo podatki. Nato v nadaljevanju vpišete ime, priimek, vaš elektronski naslov in določite geslo, ga potrdite, potrdite, da se strinjate s pogoji uporabe in se registrirate. Na vaš elektronski naslov pride sporočilo, kjer samo še potrdite in na ta način je bila vaša registracija uspešna. Torej, po uspešno opravljeni registraciji se prijavite v aplikacijo. Tukaj vidite pač vaš profil. Jaz trenutno uporabljam profil sodelavca in skladno s tem, lahko nastavim tudi slovnični spol v aplikaciji in se v bistvu vsa besedila uskladijo skladno s tem. Pa bi si mogoče najprej kar pogledali, kako izvedemo informiranje. Če nas obišče nekdo in bi v bistvu želel pomoč, si bomo pogledali najprej informiranje na področju energetike. Se pravi, kadar delamo to informiranje za drugo osebo, to tukaj ustrezno označimo in vpišemo podatke za začetek te osebe. Vpišemo stalni naslov, kjer oseba biva. In na začetku aplikacija zastavi nekaj osnovnih vprašanj. Mogoče, da nekako nakažem pot, kam bo to informiranje sledilo. Se pravi, na Eko skladu sta trenutno odprta dva javna poziva, ki nagovarjata energetsko revščino in če materialno ogrožena gospodinjstva, ki se dejansko srečujejo z energetsko revščino, oddajo vlogo, imajo možnost, da pridobijo nepovratna sredstva za investicije v energijsko učinkovite naložbe. In pokazala vam bom en takšen primer, se pravi, da bom označila odgovore, ki bi jih oseba, ki prihaja iz takega gospodinjstva, lahko podala. Recimo, da gre za žensko osebo in da je to oseba, ki prejema denarno socialno pomoč. V nadaljevanju vprašamo, ali gre za lastnika stanovanja ali stavbe in vprašamo po tipu stavbe. Nato pa jih povprašamo, se pravi, to osebo, vprašamo, s katerimi težavami se njihovo gospodinjstvo dejansko srečuje, oziroma lahko, da pa nas obišče tudi nekdo, ki ni nujno, da ima težave, pa pač takrat zastavimo vprašanje, kaj od tega bi vas pa zanimalo. Pa recimo, da ima to gospodinjstvo težavo z okni pa zunanjimi vhodnimi vrati, pa da jih zanima, kako nekako izboljšati navade glede varčnosti elektronskih naprav. Se pravi, ker smo rekli, da gre za težave z okni z zunanjimi vhodnimi vrati, aplikacija v nadaljevanju vpraša, za kakšne težave gre. Po aplikaciji boste opazili
takšne ikone s črko I. In tukaj gre dejansko za informativna pojasnila za vas kot informatorje. Če izberem, dobim tukaj en slovarček izrazov za okna, zaradi tega, ker tukaj sprašujemo, kakšno zasteklitev njihova okna imajo. In jaz si predstavljam, da vsi, ki danes spremljate, niste z tega področja in da mogoče ne veste, kaj so škatlasta okna ali pa kaj so vezana okna, pa da tudi oseba, ki pride na informiranje, tega ne ve. In lahko potem tukaj pogledamo slovarček pa rečemo, aha, škatlasta okna, pa vprašamo, imate mogoče takšna okna, ki imajo dva okvirja, se pravi enega notranjega pa zunanjega, in da ima vsak okvir svoje steklo in je med njima zračni prostor. Pa vam bodo rekli, da ja, takšna okna pa res imajo, ne. Potem pa vprašamo še, če pogosto zaznavajo prepih, če je občutek hladu zaradi oken, pa recimo, da to gospodinjstvo se res srečuje s tem. Potem pa smo označili še, da jih zanima varčnost elektronskih naprav, tako da sprašujemo potem, če so stroški za energijo previsoki. In če označimo, da ja, se pravi, označimo pozitivno, aplikacija ponudi dodatna vprašanja. Mi smo si zamislili, da veliko, oziroma da lahko pripomore k zmanjšanju stroškov energije tudi to, da bi oseba bolje razumela svoj račun za elektriko, tako da najprej vprašamo po tej finančni pismenosti in recimo, da oseba ne razume, kaj pomenijo postavke na računu. Potem pa vprašamo, če bi koristili nasveti za varčnejšo uporabo električnih naprav, in če nekdo odgovori, da ja, ponudimo področja, pa vprašamo, kaj konkretno pa bi vas bolj zanimalo, pa recimo, da danes izberemo kuhanje. Potem vprašamo še, če se odločajo mogoče za nakup nove naprave v gospodinjstvu, in potem še podrobneje vprašamo, za katero napravo gre. Recimo, da kupujejo ravno nov hladilnik. Zadnje vprašanje v tem sklopu je pa še vprašanje, če so se kdaj soočili z možnostjo odklopa elektrike oziroma če se bojijo, da bi se jim to lahko kdaj v prihodnosti zgodilo. In recimo, da imamo takšno gospodinjstvo. To je nekako osnovni vprašalnik na energetiki, skozi katerega gremo z osebo, in ko dobimo vse odgovore, damo, da naj aplikacija prikaže rezultate. Ker so bili odgovori, ki sem jih vnašala, takšni, da dejansko lahko sumimo, da bi šlo za potencialnega upravičenca za sredstva preko javnih pozivov, ki jih ima trenutno Eko sklad, se nam izpišejo dodatna vprašanja, pri čemer gre v bistvu za razpisne pogoje. Tako da vprašamo, če gre za stalno prebivališče in če dejansko zdaj izvajamo to informiranje, za ta naslov. Vprašamo, ali imajo že mogoče izdelano energetsko izkaznico ali pa izračun energijskih lastnosti stavb, recimo, da tega ne ve oseba. Potem vprašamo, če je stavba v izključni lasti fizične osebe, če je zgrajena legalno in pa če je po svojem namenu stanovanjska. S temi dodatnimi vprašanji pa se naš vprašalnik na energetiki zares zaključi in pridemo do rezultatov informiranja. Se pravi, ugotovili smo, da gre za osebo, za katero bi bilo smiselno, da se pogovori s strokovnjakom pri Eko skladu, ali bi bilo smiselno, da odda vlogo na odprtem javnem pozivu. In aplikacija napoti
k lokalnemu koordinatorju. Se pravi, Ekosklad ima lokalne koordinatorje po Sloveniji in tukaj predlagamo naslove teh koordinatorjev v celotni regiji, od koder oseba prihaja. Se pravi, mi smo na začetku informiranja smo opisali stalni naslov in glede na tisti naslov aplikacija ponudi ustrezne naslove lokalnih koordinatorjev. V tem informiranju v bistvu ponudimo osnovne informacije, se pravi, da sta na Ekoskladu odprta javna poziva ZER 2024 in ZER Vzhodna Slovenija, da je možno pridobiti sredstva do višine 18.000 € in povemo, da odgovori kažejo na to, da bi gospodinjstvo lahko bilo materialno ogroženo in prostori doma dejansko energijsko neučinkoviti in da zato svetujemo, da se obrnejo na lokalne koordinatorje. Povemo tudi, kaj naj na takšen sestanek prinesejo s seboj, in sicer odločbo o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Mi smo na začetku rekli, da oseba prejema denarno pomoč, in da naj vzame s seboj informacijski list za lokalnega koordinatorja. To pa je v bistvu en list, ki ga dobimo tukaj v nadaljevanju v aplikaciji. Na koncu so še opombe, kjer opozorimo to, da je to informiranje namenjeno pač neki samooceni stanja gospodinjstva, da pa potem vlogo pripravijo, naj oseba pripravi vlogo skupaj s strokovnjakom Ekosklada in da se potem v nadaljevanju, da strokovne osebe presojajo, ali gre za dejanskega upravičenca. To informiranje lahko prenesemo kot PDF-datoteko in jo lahko potem tudi natisnemo ali pošljemo po elektronskem naslovu, se pravi, da ta informiranec te informacije dejansko prejme in jih odnese s seboj domov. Drugi PDF-dokument, ki ga lahko prenesemo, pa je že omenjeni dopis za lokalnega koordinatorja Ekosklada, kjer je opisano stanje tega gospodinjstva, tako da koordinator že preko tega pisnega dokumenta takoj lahko tiste osnovne okoliščine gospodinjstva spozna. Se pravi, tole je ta prvi dopis, ki je namenjen za gospodinjstvo. Tukaj so samo povzete te informacije, ki sem jih vam pokazala v aplikaciji. Drugi dopis je pa, se pravi, ta napotitev k lokalnemu koordinatorju in kjer je opisano v bistvu stanje gospodinjstva. Potem pa osebo iz takšnega gospodinjstva napotimo tudi na nevladne organizacije. Namreč nekatere humanitarne organizacije imajo v svojem programu nudenje pomoči na takšen način, da poskrbijo tudi za plačilo položnic materialno ogroženih gospodinjstev. Mi smo zaenkrat vnesli kontakte Slovenske Karitas, zaradi tega, ker gre za nevladno organizacijo, ki takšen program izvaja nacionalno. Imamo pa v načrtu, da tudi za posamezne regije še vnesemo dodatne humanitarne organizacije, ki izvajajo tovrstne programe. Zadnji sklop, bom rekla, informacij za to osebo so pa nasveti, kako lahko sami doma poskrbijo za to, da izboljšajo počutje.
In sicer, ker smo govorili o tem, da imajo doma prepih, da je občutek hladu zaradi oken, ponudimo nasvete, kako učinkovito ogrevamo prostore. Povemo tudi, kaj lahko sami že naredijo, da mogoče, če nimajo možnosti, da zdaj okna zamenjajo, s kakšnimi nizkocenovnimi ukrepi, na primer lahko že poskrbijo za neko razliko. Potem pa je osebo zanimala še varčnost elektronskih naprav, in sicer pri kuhanju, in ponudimo takšne preproste nasvete, kako lahko spremenijo svoje navade, da nekoliko privarčujejo pri kuhanju. Rekli smo, da jih zanima še nakup novega hladilnika, tako da tudi v zvezi s tem ponudimo nasvet. Potem pa še razložimo račun za elektriko, se pravi, kaj posamezne postavke pomenijo, in v tej razlagi so tudi nasveti za znižanje stroškov, se pravi, na kaj biti pozoren. Zadnji nasvet za to osebo je pa potem še glede pravice do nujne oskrbe z elektriko, zaradi tega, ker smo izrazili skrb, da bi dejansko do tega lahko prišlo. Tudi vse te nasvete, kako si sami lahko pomagajo, se da natisniti, in sicer tule vidimo ikone, za tiskalnik, in če jaz stisnem tale gumb, dobim potem ponovno PDF dokument za vsak ta posamezni sklop. Informiranje, ko ga tukaj s klikom na gumb zaključimo, se nam shrani. In v našem seznamu informiranj ga potem tule takoj na prvem mestu najdemo, se pravi, mi smo zdajle vnesli testno osebo 15 in lahko potem ponovno dostopamo do tega informiranja, na primer, če se oseba še enkrat vrne k nam. Zdaj pa bi si pogledali še, bom rekla, še en primer. Bom podala nekoliko drugačne odgovore. Pa bomo rekli, da pride na obisk testna oseba 16. V tem primeru pa bomo rekli, da gre za osebo, ki ne uveljavlja pravic iz javnih sredstev, se pravi, niso prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, izredne denarne socialne pomoči ali državne štipendije do drugega dohodkovnega razreda oziroma otroškega dodatka do tretjega dohodkovnega razreda. In v tem primeru vprašamo, ali pa bi zase ocenili, da zelo težko mesečno finančno shajate, in recimo, da imamo takšen primer. Nato se vprašalnik nadaljuje na isti način kot prej, pa recimo, da gre tokrat za težave s toplotno izolacijo, pa da doma imajo plesen, težave s streho, pa še zunanjimi stenami. Se pravi, ker je stanje stavbe takšno, da bi lahko bil to upravičenec za pomoč oziroma za nepovratna sredstva pri Eko skladu, vendar pa oseba odgovarja, da ne uveljavlja pravice iz javnih sredstev, zastavimo še nekaj vprašanj v zvezi s finančnim stanjem gospodinjstva. In recimo, da gre za osebo, kjer je mesečni prihodek nižji od 494 evrov,
ampak denarna socialna pomoč še ni urejena. Rekli pa, da ne. V tem primeru aplikacija napoti na Center za socialno delo. Se pravi, da naj oseba preveri, če ima možnost, da bi prejemala denarno pomoč. Ponudimo ponovno glede na izbrano regijo najbližji naslov. Potem pa povemo oziroma napovemo korak 2. Se pravi, da v primeru, da oseba uredi prejemanje denarne pomoči, da svetujemo, da se obrne na lokalne koordinatorje Eko sklada in potem sledi korakom, ki smo jih omenili že prej, se pravi, da skupaj pripravijo vlogo za kandidiranje na javnem pozivu za zmanjševanje energetske revščine. Tako ostali sklopi pa se ponovijo, se pravi, ker gre za gospodinjstvo, kjer je oseba ocenila, da težko shaja, napotimo tudi na nevladne organizacije, pa ker smo rekli, da so težave z toplotno izolacijo, ponudimo nasvete v zvezi s tem. Zdaj pa bi si pogledali še informiranje na mobilnosti. Tako pa recimo, da je to oseba, ki nas je prej obiskala, to je bila testna oseba 15. Ker smo že izpolnili vprašalnik na energetiki, je aplikacija podatke shranila. Tako da v bistvu, ko začnemo mobilnostno informiranje, te splošne odgovore že imamo, ki smo jih prej podali, in gremo ta korak lahko preskočimo, gremo samo naprej. Potem pa aplikacija zastavi še vprašanja v zvezi prav, bom rekla, z mobilnostjo oziroma kako gospodinjstvo skrbi za to, da dostopa do storitev. Vprašamo, ali ima oseba vozniško dovoljenje, ali ima gibalne, senzorne ali druge omejitve, recimo, da jih nima. V aplikaciji boste zasledili tudi, bom rekla, takšne opozorilne okvirčke. Tukaj gre za urejanje področja osebnih podatkov, tako da ta pojasnila vedno osebi preberete, zaradi tega, da je seznanjena, zakaj določene podatke v aplikaciji zbiramo. Vprašamo še, ali oseba potrebuje spremstvo, pa recimo, da ga ne potrebuje. Potem pa vprašamo, katere oblike prevoza ta oseba lahko samostojno uporablja oziroma jo zanimajo. In recimo, da to našo osebo zanima kolo in pa vlak. To so recimo prevozne storitve, ki jih največ uporablja in jih zna dobro uporabljati. Pa si bomo najprej pogledali na mobilnosti informativni sklop glede mobilnostnih storitev. Takole. Glede na stalni naslov, aplikacija že sama ponudi mobilnostne storitve, ki so na voljo v občini bivanja. Ampak recimo, da si ta oseba želi na en izlet, pred nami so prvomajski prazniki, pa recimo, da gre v Bohinj. Tako, zdaj, ker smo prej označili, kaj to osebo, katere prevozne storitve jo zanimajo, nam aplikacija
takoj kot prve rezultate ponudi tisto, kar smo označili. Se pravi, rekli smo, da nas zanima, kako pač vlak, če je na voljo, in pa kolo. Tako da kot priporočljivo za vas izpiše Slovenske železnice in pa izposojo koles v Bohinju. Nato v nadaljevanju pa še ostale storitve, ki so v tej občini na voljo. Tukaj najdemo osnovne informacije o teh storitvah, kot je na primer kontaktna številka. Če damo več informacij, pridemo na spletno stran tega ponudnika. Vkolikor obstaja za prevozno storitev tudi neki informativni video, smo ga dodali v aplikacijo in si ga lahko tukaj skupaj z informirancem pogledate. In če je za storitev na voljo tudi mobilna aplikacija, smo dodali tudi povezavo na to. Skratka, vključili smo čim več informacij, ki smo jih o prevoznih storitvah našli. Potem pa še čisto na koncu pa še informiramo o tem, katere storitve niso na voljo. Se pravi, to osebo zanima izposoja koles in konkretno za Bohinj, ko smo pripravljali aplikacijo, nismo zasledili informacije, da bi obstajal tudi občinski sistem izposoje koles, tako da smo mi potem vnesli tukaj neke zasebne ponudnike te storitve. Se pravi, še vedno upravljamo informiranje za tistno osebo 15. Zdaj, nadgradnja tega informativnega sklopa o mobilnostnih storitvah, ki so v določeni občini na voljo, pa je priprava potovalnega načrta. Tako da bi si sedaj ogledali to. Potovalni načrt lahko poljubno poimenujemo, pa rečemo, da je to počitniški izlet v Bohinj. Začetna lokacija bomo izbrali kar stalni naslov te osebe. Za končno lokacijo recimo, da je Vodnikova cesta 16 v Bohinjski Bistrici. Izberemo datum potovanja, smo rekli med počitnicami, pa recimo, da nas zanima jutranji odhod in potem damo tule, da aplikacija ne poišče povezavo. Povezave, ki se nam izpišejo, so povezave z javnim potniškim prometom. Aplikacija je izbrala prvo, ker je to najbližje odhodu, ki smo ga vnesli, pač uri odhoda, pač naši želeni uri odhoda. Ampak meni se zdi tale bolj optimalna, zato ker vidim, da je veliko manj prestopanja. Ker je v bistvu moj stalni naslov ali pa, bom rekla, točka, od koder začenjam potovanje oziroma ta oseba začenja potovanje, ker je od postajališča javnega potniškega prometa oddaljena več kot 500 metrov, aplikacija ponudi še mobilnostne storitve, ki so v tej občini na voljo, da lahko v bistvu premagam to razdaljo. Se pravi, da pridem do postaje, mislim, da potujemo z avtobusom, se pravi, do avtobusne postaje. In ker sem na začetku označila, da to osebo zanimajo kolesa, je kot priporočljivo aplikacija ponudila sistem izposoje koles v občini Sežana, kjer ta oseba biva.
Lahko pa izberemo mogoče tudi kakšno drugo storitev, tokrat pa recimo, da bomo šli s taksijem. Potem imamo prevoz z javnim potniškim prometom. Se pravi, vlak nas pripelje do Bohinjske Bistrice, ampak do Vodnikove ceste 16 je pa tudi dlje kot 500 metrov, zato je aplikacija ponudila še prevozne storitve, ki so na voljo pač na tej končni destinaciji in ponovno na prvem mestu so izposoje koles, potem pa so še ostale storitve, pa recimo v Bohinju pa bomo šli s kolesom. Se pravi, tukaj smo si sestavili potovalni načrt. Imamo prvo prevozno storitev, pa potem prevoz z javnim potniškim prometom, pa še prevozno storitev na destinaciji. Če bi si želeli še kaj dopisati, tukaj lahko dodatne opombe vpišemo. In s tem je potovalni načrt pripravljen in ga lahko ponovno izvozimo v PDF dokument. Pa če si ogledamo, kako izgleda. Se pravi, poimenovali smo načrt kot počitniški izlet v Bohinj. Na tem potovalnem načrtu je QR koda, ki nas potem poveže na, v bistvu mi smo to imenovali na infokartico te storitve. Potem so tukaj informacije o javnem potniškem prometu, pa potem še tretji korak, ki je pa storitev v Bohinjski Bistrici. Te osnovne informacije pa se izpišejo tudi že na samem potovalnem načrtu, kar je zelo priročno za osebe, ki mogoče niso vešče uporabe QR kod. Ko pripravo potovalnega načrta zaključimo, se informiranje ponovno shrani. Se pravi, najdemo na seznamu vseh informiranj, vendar pa se na mobilnosti potovalni načrti shranjujejo nekoliko drugače, kot se nam je prej shranilo energetsko informiranje, in sicer se mobilnostni potovalni načrti shranjujejo dinamično, in sicer ostane, bom rekla, datum potovanja, ki smo ga izbrali, pa čas, vendar ponovno izberemo storitve, ki nas zanimajo. To pa zaradi tega, ker smo načrtovali, da lahko oseba mogoče že kar dosti vnaprej pripravi ta svoj potovalni načrt, in v primeru, da kakšna storitev pa mogoče ne bi bila več na voljo, ko bi se aplikacija posodabljala, da ne bi ponudili napačnih informacij, temveč tik pred odhodom lahko potem še enkrat pogleda in izbere storitve, ki so na voljo. Se pravi, na mobilnosti imamo poleg priprave potovalnih načrtov pa ogleda mobilnostnih storitev, ki so na voljo po občinah, še trenutno aktivna dva informativna sklopa, to so subvencije in ugodnosti, in pa poziv k aktivnemu državljanstvu. Pripravlja se pa še video knjižnica, kjer bodo informativni videi o uporabi prevoznih storitev, pa bi pogledali sedaj informativni sklop subvencije in ugodnosti. Tukaj pojasnjujemo oziroma nudimo informacije o tem, kakšne ugodnosti so na voljo. Se pravi, v Sloveniji je na voljo integriran javni potniški promet, ki nudi kombinirane ugodne vozovnice, in tukaj nudimo splošne informacije o tem, kako to poteka, in pa tudi, kakšni so tipi vozovnic, ki so na voljo.
in glede na to, kaj informiranca zanima, recimo, da dnevna vozovnica, potem tukaj ponudimo informacije o tem, kakšna je cena, kaj dnevna vozovnica pomeni, skratka, ga informiramo o vsem potrebnem. Potem nudimo informacije o subvencioniranih prevozih za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, o brezplačnih prevozih, to je za upokojence, imetnike invalidske evropske kartice in vojne veterane, in pa o subvencijah pri nakupu električnih prevoznih sredstev. Potem pa imamo še informativni sklop za aktivno državljanstvo. Tukaj smo pa vključili informacije o tem, kje v bistvu potniki v javnem potniškem prometu lahko dajo pobude, kakšne so njihove pravice. Vključili smo pobudo k prostovoljstvu na področju mobilnosti in pa informiramo o Evropskem tednu mobilnosti. Aplikacija shrani tudi podatke o informirancih, tako da če se kdo vrne k nam, ga lahko poiščemo tukaj na seznamu. Se pravi, mi smo si ogledali oziroma smo pripravili več informiranj za testno osebo 15 in imamo tukaj potem zbrane podatke o tej osebi. In pa imamo tudi bližnjico na shranjena informiranja za to osebo. Do informiranj lahko hitro dostopamo tudi preko nadzorne plošče, preko teh 3 povezav, ali pa tukaj v zgornjem zavihku spletne aplikacije. Informiranja lahko tudi filtriramo, se pravi, ali gre za neka zaključena na področju energije ali mobilnosti, oziroma ali so to kakšna informiranja, ki jih še nismo zaključili. V zvezi z aplikacijo, v bistvu, če jo boste uporabljali, če se vam bodo porajala kakršnakoli vprašanja, jih lahko naslovite na nas. Aktiven je elektronski naslov podpora@zenpre.si. Tukaj nam lahko pišete in vam bomo potem pomagali pri uporabi. Prav tako imate pa naše kontaktne podatke, se pravi organizaciji, ki smo aplikacijo pripravili, tukaj na zavihku o aplikaciji, in lahko naslovite vprašanja tudi neposredno na nas. S tem je moja predstavitev zaključena. Najlepša hvala za pozornost.